Kaj, ko seksa ste vas ta slika gleda? Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, dobrodošli nazaj na najboljši Člani podcastu podcast. na sceni. Zdaj je uradno, Metropolitan je objavil na Quicku, David Amaro je objavil, dobrodošli v najboljšem podcastu, like, comment, share, subscribe. Jure, koga imamo danes z nami? Z nami je Nik Anikis, umetnik. Kakšna čast, hvala lepa, da ste me povabili. Dober dan, nismo te povabili, povabil si se. Ok, torej, zdaj bomo izkoristili to situacijo, razložili našim gledalcem. Vsi nas sprašajo, koliko vi zbiraste goste. Ne? In to je tako. Mi vsi rečemo, če si jak, če si zanimiv, uleti. Gospod je rekel, da spremlja podcast, ok, kdo si, kaj si, nek slikar, ok, dobro, da vidimo dela, ti petko nekdo neki najjači na sceni, zato dobrodošlo. Tako da tako mi izbiramo goste. Tako da, če si zanimiv, lahko prideš. Če si jak in zanimiv. Tako. Preko si omenil, da smo prvi najboljši podcast v Sloveniji. Smo bili tudi uradno prvi na lestvici za kratek za komedi. trenutek. Tako, komedi lestica smo bili prvi. Smo prihiteli Femiče. Smo prihiteli Femiče za en dan. Bravo! Hvala ga je Prestor. Uni četrtek bo šel v zgodovino. Tako, nekaj, je bil četrtek? Ja, mislim, da ja. Sreda, ne vem. Petek zvečer. Kako si, kaj? Zakon. Lega. Zakon. Iz megle priješ na tako čudovito sonce. Je lepo. Imate, Je lepo. no, je dobro poskrbel. Je lušno. Mislim, kaj ti? No, povej malo o sebi, ja. Ja, ne vem, kako je tvoj teden? Kako S tem mi začnemo ponavadi. Ja, to sem opazil. Ja. Načeloma full hardcore. Zelo uspešno zgodno zbujanje, 5:30, takoj akcija. Se boste pa konektali. Treningi, pa slikanje, pa pač, ko si rabim deliti dejansko dneve po urah, minutah, da lahko dejansko in slikam in delam za biznis in treniram in da se naspim. In še pa svojo zaročenko skupaj preživim čas, pa s prijatelji in podobno. Tako da je bil kar tak fire teden, no. Res, te uspešni imajo en vzorec, ne, Jure, vidiš? Napravi poti si, napravi poti. Ne, drugače raz si planiraš vsak dan ali kako, zjutraj se zbudiš, 5:30 ostajaš. Ja. Okay, to je še pol ure pred mano. Prosim se, rekel, ti moram nekaj povedati, bodi ponosen name, sem si kupil planer in si pišem vse sestanke, kaj imam lepo po... Planer, pa kaj nimaš Google kalendarja? Ne, mi je lepše fizično. Sam je nice, Jaz imam tudi v bistvu oboje. Ja, uno da me spomne, uno da piše. Ja. Čist drugače, kot ti v bistvu z rokom pišeš, se te še muscle memory, pa se to še zraven aktivira. Ne? Dobra, ti si slikar. To so vsi pravili, ko plonkaš, se naučiš, ne, pač pišeš plonkce in pol plonkaš, se nič ne naučiš. Kako pa vidva, kaj? Ne vem, jaz moj teden sem se malo prekršil mojih vstajanj in tega. Jansko sem gotovo, da zdaj mi ne paše vstajati več tako zgodaj. Veš zakaj? Ker ni svetlobe. Sem malo zamaknil, pa grem kasneje spat. Okay. Zato, ker tista tema čisto zjutraj, meni všeč ono, veš, da je malo svetlobe že, da je tako, veš, prijetno. Da se naredi že svetlo. Zakaj bi bila tema? Zakaj si bi zbudil v temi? Jesus. Kaj bi pa Batman rekel? Ja, pa on ni podnevi, ne vem. Zgodaj zjutraj. Ja, no, v glavnem sem si malo predstavil te ure, ampak ja, sem pa tudi dosti delal. Več časa namen v biznisu kot puncam. Vse drugo ti ne preostane, ne? Ja. In nič, tudi sem full treniral. Kaj pa treniraš ti drugače? Akrobatiko, gimnastiko, jiu-jitsu. Jebem ti. Pa pač te calisthenics za jačanje in raztezanje telesa, tako da. Ti prez Batman, no, resnici. Veš kaj, moraš imeti mišice, da jih znaš narisati, ne? Ja, pomaga. Čakaj, kaj delaš to, eno od teh aktivnosti na dan? Ja, kako zdaj to, ali vse v enem dnevu treniraš vse? Ja, 2-krat na teden imam 6:30 trening jiu-jitsa recimo. Brazilijan ali kjer? Ja, BJJ, ja. Po zvečer pa v bistvu grem prvo na trening akrobatike, pa takoj zatem gremo na 10 minut prej pa spet na BJJ, tako da pač imam tudi po 3 treninge na teden. Ajde, probajte njemu ukras kakšno sliko, jebo. Ali pa punco. Čakaj, in kako pa, kje pa najdeš čas za punco recimo? Ali pa za zaročenko?
Si... Ali pa recimo. Ali pa recimo zaročenka. V bistvu... Za eno in za drugo, no. Ima prav dogovor, da je vsaj eden randi na teden. Veš, pa v bistvu si, vmes delava stvari tudi skupaj. Tudi ona pride na gimnastiko, recimo v sredah, pa tako skupaj trenirava, ali pa še tak, imamo določene zadeve, ki jih radi skupaj počnejo. Pa itak po polomes kosilo, ali pa, ne vem, za pauzo greva skupaj na sprehod. Pač jaz itak doma delam, ona pa zelo blizu doma dela. Delaš od doma? Tako, delo od doma, Lušno. Tako da je v bistvu ful lepo, sva veliko skupaj v resnici, no. Deluje v glavnem. Veš, kako smo mi kaotični? Bomo prišli do vsega tega, kar delaš, ampak zdaj je perfektno, da poveš nekaj o temu, že če smo na tej temi. Kaj je to, kdo je to, zakaj je to? To so vrtnice? Vrtnice so rdeče? Predtem bi povabil rače živo gospodično, če lahko prisede zraven, da pač vidijo, da je legit ko jak tip, pač identičen, štekaš. Joj, prosim. Evo, tu je Teodor. Pridi stopit sem. Samo to je res skoraj okoli. Tako da, povej. Evo, v bistvu, fora je, da... Gori v mikrofon, gdje si mikrofon? Fora je, da v bistvu, ona je moja zaročenka in ko je šla za en mesec, je šla v Ameriko, sem jaz vsta cajt na skrivaj sliku to sliko, hkrati sem pa mogel konstantno lagati, da mi ful ne gre, pa da tako, pa če ono, ker nisem imel kaj za pokazati, pač tega pa ne, in moja familija noben ni vedel za dejansko, da se ta slika dela, ne. In je v bistvu ful bilo enega planiranja pa vse skupaj, da sem jo pol in skril, in ko je ona prišla nazaj. Še kakšen je bil plan to? To ni ti podarilci, ki ga daš, ne vem, v omaro. To je fucking pol metra slika, 1,5 metra. Kako to, kaj? Dejansko sem imel ljudi, ki so mi pomagali prenesti sliko na mesto, ker sem v bistvu, zaradi tega, ker sem jaz bučman, pa sem za najno drugo obletnico organiziral masterclass, ki je v bistvu že tradicionalni zdaj, ne vem, 8. leto ali 9. leto, 9. leto po zdaj. Tako da pač imamo 10-dnevni masterclass in se slika od jutra do večera. In sem pač itak, tradicionalno nisem dal misel v to, ampak pa sem bil tako lepo, mu naredila par dni prej en randi, pa pol par dni kasneje, čez en teden kasneje pa še en randi. Tako da sem v bistvu na 2 randija pelal in ta prvi je bil bolj tako športni, pa pol mal fancy, ta drugi je bil pa full fancy, pa pač... In tle si prašal... Tako, ja. In sem jo pelal v... Kje ste bili, ja? Kam smo šla? V Hiša Franko. Hiša Franko, ki ima dejansko pač edina 2 Michelinove zvezdice in mi je njihova ekipa pomagala, z Ano Loš. To je bilo res, je bilo epsko. Si skoraj ne moraš reči ne tle, no, te točki. Ja. Mislim, dobro te je, veš, da ne moreš reči ne. Ja, mislim, tako je imela feeling tudi glede... moraš govoriti v mikrofon, ja. Boš mogla da se nagniti. Ja, takoj sem vedela, da je to. Ja. Day one. A res? Ja. Če sva skupaj so se preživela, kako se temu reče? Preselila. Po mislim, da 5 dnevih, ko so se spoznala. Tako in ko so ostala skupaj. Pa dobro, vi ste malo ludi, ima dobro. Če, koliko ste stari, by the way? Jaz sem 32. Ok, ti si pa vrlo malo mlajši. 29, Okay. Yes. Ok, to je tako, v redu, ja, mislim. Jure je 27, 22. Ja. Ok, lepo. Ok, zdaj prosim nazaj v občinstvo. Nasledanje. Tako da zdaj vse punce naših gledalcev, mislim, fanti so najebali, ker to je en standard, ne? Mislim, ja, ni lahko to zdaj preseč, ne. Ampak ne, jaz moram reči... Da če peleš na suši je že dosti, se mi zdaj. Pač, veš kaj je to? Zdaj, ki je slika zgleda nekaj jačega, ampak najdi v nečemu, kar si dober, kar delaš in pač to dej punci. Ja, v bistvu. Recimo, če si bokser, je nalomi. Tipo, ja. Tako. V glavnem, slikar, kako si ti začel to svojo... Čakaj, ti si povedal svoj teden? Moj teden, nič tak. Pri Amarotu sem bil na Quickju, Šupak je rezal vse moje fore, ki sem ga sprdal ven, da se je sebe naredil dobrega, Vuči... Ja, to si ti tudi včasih delal. Ja. Tudi tebe sem rezal, da ne izpadeš Šupak. Ja, ampak po tvojih merilih.
V glavnem, Amaro bo en dan prišel k nam, je povabljen. Malo grenak pri okus, ampak. Tako, v glavnem, to. V glavnem, nič takega, no, kar lušno, bil na ZF festival slovenskega filma, bil ta teden. Ja, hudo. Ja, sem bil na festivalu, naredil velike konekšne, ful je lepo tam biti. Kaj to pomeni naredil velike konekšne? Tako, eno je tam, da dobiš nekoga za sodelovati, eno, da dobiš nekoga, ki je najjači v tem, kar dela, in jaz sem dobil te najjače, ki so kar delajo. Da, ful lušno, in zdaj Jure se bo smejal, ne, in to govorim za folk, ki sem slišal, da malo se preč hvalim. Jako je biti tam na festivalu, okoli hoditi med temi ljudmi, ki imajo tam filme in veš, da si najjači in noben ima više nagrade kot ti. Pač si zmagal v Kanu in je kar lušno. Da se zabavam. V glavnem slikar, stop, ko si začel? Zdaj o tebi, povej. Kje je slikarstvo, kaj je to? Zelo živahen otrok. In sem skozi lav, pogar podal, tako da ko si me spremljal sam z očmi, si se zmatral, je švit začel teči po čelu. V glavnem in na morju, v Piranu, je bil en slikar, Eldar Zajnalov, ki je iz Azerbajdžana bil. In je v bistvu skozi bil v zuniji zraven ene restauracije, imel svoj atelje in pač, ko sem jaz njega videl slikati, jaz sem sam stal. Stop, pouči malo, atelje, kaj je to? Atelje je prostor, kjer umetnik ustvarja. No, okej. Tako. Lepa, hvala. Garaža, pizda, povejte, kaj je garaža. Pa ne, pa... Dobro, to vejo ljudje, Jesus, da so retardi. Garaža. Sorry, Jure, sorry. In v bistvu so moji videli, wow, lej, dejansko je nek recept, kako tega otroka malo umiriti, ne? In so začeli nositi ko sabo pol zarisati, veš. In dejansko, ko sem njega gledal, sem jaz pol začel zraven ustvarjati in mama mi je rekla, da pri 5 letih, da sem jo izrazil, da hočem biti slikar. In je ona rekla, ok. In je res poskrbela od tega, da sem imel v osnovni šoli razredničarko, ki je učila likovni pouk, do pol, da sem šel na umetniško gimnazijo, pa pol na akademijo, pa ne vem, prej še razna likovna društva, pa izobraževanje, pa te fore, no. Tako da pa sem v bistvu končal akademijo, šel v Firence končati še eno akademijo. Kje? Počasi, to je podcast, poklepetaj. Imaš čas? Ja, se ne mudi. Dobar je, da se malo predstavim. Te ne bomo nagnali še. Ok, hvala. Ja, čelovno, pomaranče so bile res dobre. Mandarine. Mu je dal Jure, prej smo začeli domače mandarine. Njam si. V glavnem, ja, fora je, da sem pač tukaj v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost, sem v bistvu zaključil magisterij tam. Nisem bil tukaj srečen iz vidika, ker pač ne učijo klasičnega slikarstva tam, imajo neke svoje moči, ampak kjer sem iskal drugo zadevo. Tipo kaj, ne vem, če se kdo odloča, da gre tam. Ja, kaj te tam lahko naučijo, kaj pričakovati? Ja, ne risati, pa ne slikati, bolj nekaj konceptualnega, pa teoretičnega znanja, pa tako. Pa sej, imaš razne umetnike, ne vem, ko pridejo ven iz akademije, ko so kvalitetni, ampak je ful pomembno pač, kdo sledi nekem tem notranjemu ognju. Ker pač še zdaj slišim, da nekateri profesori, ali pa mislim, da en predvsem prav pravi svojim študentom, da ne smejo slikati tako kot jaz. Ker to je mrtvo. Dober primer, kao. Ja. Dober primer slabe prakse. In tako, ne. Ampak je v bistvu, lej, pač, če jaz naj bi temu sledil, ne vem, kje bi bil. Iskreno. Sigurno je na našem podcastu. Tako. Samo kaj pa, mislim, sili ljudi bolj v neko tako, kaj moderno umetnost, ali kako? Ja. Mislim, da ni kaj, da ni v bistvu tega... Performance art, pa take, veš, banana na zid varianta. Ja, ampak recimo, to polno, to dosti ljudi reče, da ni pravo kao umetnost, ne, ker je ni tako kompleksno narediti. Jaz sem bil tudi zdaj na Akademiji umetnosti, sem v Novi Gorici, a sem v Smerfilem in smo imeli celo debato o temu in pač največji argument tega je ne kaj delo, ampak kdo naredi delo. In po moje to je zdaj full fokusa, ja, da postaneš ti neko ime, da pol daš banano zid in oj bok, kje jako. Kaj je s tem mislil? Ja. Ampak to pač dejansko, to je jače, mene če vprašaš, to je... Ja, mečken je težje narediti. Ja, ne. Hrati pa... Ma daj. Pač je fora, da imaš pa tudi, mislim, te akademike, teoretike, če zdaj me bojo tako zasovražili vsi te ljudje. Tak si bolj uspešen kot oni.
fora je, da v bistvu doskrat je tako, da se naučijo s takimi besedami povedati, kaj je ta koncept, čeprav lahko je samo pika na zidu ali nekaj, ali pa prazen prostor, dejansko pač In bojo našli pomen. dejansko je naredil razstavo, kjer je razstavil prazen prostor. In bil tudi nagrajen za to, tako da pač, veš. Tako jaz kot obiskovalec, da grem to pogledat, da je predstavljen ta tip kot neki wow. In mi letos predstavi prazen prostor, jaz bom bil užaljen. Ja, ma bo šel naslednje leto, bo prazen prostor 2. Aha. Ne bo bil zdaj bel, zdaj bo bil črn. Ja. Nice. Pač to, ne vem, meni je to smotano malo, pa nič proti nobenemu. Ja, veš, in pa je v bistvu pač ti nisi izobražen, če tega ne razumeš. Ne? Je to. Tako da pač meni je bolj v bistvu všeč z dejanskim vizualnim likovnim jezikom povedati nekaj, da res zgleda tako, da bo stoplo ven iz slike, ne? Da je živa zadeva. Včasih, teta. Čakaj, kaj pa rečejo tako, ne vem, te ostali umetniki in vsi, ki si jim to pokazal ali pa vidijo te slike, jim je to bolj všeč, tako kot tak stil, ali ti rečejo, ne vem. Ful odvisen. To je bilo zanimivo, ja, mislim. Bolj sprejemajo zdaj tako obdobje, da sprejemajo manjka tako umetnosti, ali? Veš, kaj sem opazil, da starejši umetniki ful bolj hvalijo. Okay. Mlajši umetniki so tu pa tam kakšni, ne vem, tudi kolegi, ko se spoštujemo, jaz tudi njih in je tako pač. Imaš pa kakje, ko pokažeš, pa tako, veš, ko pač, neč. Ampak vse to je vse posodno, tudi pri ljudeh. Eni so čist paf, zanj so bila na enem koncertu, pa se pogovarjamo pač 4 ljudi in ena pač fant in punca sta bila nasproti. In punca od tega kolega je skozi bila tiho. In pa ne mu reče, ti pokaž svojo sliko. Pa pač pokažem sliko in je njo, kot da bi pritisnil na gumb play. Ono tako, začel kar naenkrat govoriti na polno, je čisto aktivirala. To je bila zanimiva izkušnja. Ne, ampak vidiš, lik zaradi tega si dobil naš pozornost, vsaj mojah, že gleda tvoje slike in sem pozabil ime, ampak uni tip, ki je vse modro in njen tip, neki kleči in ena ženska v ledu. Triton, preklet so Triton. To je bila meni, tle si me prodal, že sem mi holy fuck, to je tako, wow, pač to član, wow. Ne, pač pejte pogledat, kje te lahko najde spletna stran na hitro. Nik Anikis na Instagramu ali pa preprosto anikis.com. Ki najprej sem bil, ta tle neki slikarček, dobro, in pa sem šel to gledat, pač član, kot si ti rekel, to je izumrlo, ampak meni je presenetilo, da... Ni izumrlo še, no. V bistvu je zelo, zelo živo, tako v tujini imaš take movemente. Si prej to prav, hočem reči, meni je lik to presenetilo, moj bog, to še obstaja, to še tako folk dela, to je bilo meni, wow. Ja, se v bistvu sem imel tako izkušnjo, ko sem šel v 3. letniku do diplomca na, ko je bila Erasmus izmenjava v Bologni in sem tam srečal 2 človeka, ki znata slikati. Sem je tako, to je možno, ker jaz sem že kar malo obupal na tem in polo v bistvu sta me ona navdihnila, da sem sledil svojim sanjam naprej. In itak tam so mi tudi povedali za Firence, tam sem šel na Angel Academy of Art, pa ne zato, ker so angelčki tam, ampak ker je Michael John Angel tak je ustanovil to akademijo. Kdo je to? Malo bolj... Torej, on je maestro, The Maestro, ki je bil vajenec od The Maestra, ki je Pietro Anigoni. Pietro Anigoni je bil en umetnik hud za znort v Italiji in ta Anigoni je na sliku recimo portret od Elizabete II, sedaj pokojne. Ja. Sedaj pokojne? Ja. Ja, šta? Ja, šla naprej, v njeni najdaljši dobi vladanja. In je fora, da pač, to znanje se predaja prav od mojstra k vajencu, mojstra vajencu. In tako, če gledaš pač nazaj, prav pač renesanso je nazaj. Prav veš preko ljudi. In to mi je tako veliko čast, da sem stopil v to verigo. Da nisem da sem iskal malo po internetu, kaj tak pač takrat nisi najdel tako veliko. Se v Firencah to izhaja iz Firenc, v bistvu, ne renesansa. Ja. Čakaj, kaj pomeni neo? Neo? Ja. Je preprosto novo. Ja, nova. Ok, to je trik. Novo. Trik. Ja, tako da v bistvu pa so me poimenovali neorenesančni slikar, pa sem tako pismo, Sounds good. Že od otroštva sem bil full fan od Leonarda da Vincija, mama mi je kupila, ko sem bil v osnovni šoli, tako full veliko debelo knjigo od da Vincija, pa sem skozi pač in pa ta uomo univerzale, veš, pač kako
biti na vseh različnih aspektih v lifeu, pač na kvalitetnem nivoju, a ne, da temu slediš. Tako da to se mi je ful dopadlo. Tako da pa sem bil tak, renesančni si kar hodo, ok, I like that, I take it. Tako da, ja. Torej pa v Ljubljani si šel tle v Firence študirati. In izkušnja, je zanimivega. Kje Erasmus je bil to? Zgodba. Si rekel, ne. Ne, prav. Prej si bil na Erasmusu, ne, jaz si rekel. Ja, prej sem šel pa v Bolonijo, pač na izmenjavo, ja. Okay. Ne, v Firencah je pa pač hudo, itak sem bil od jutra do večera tam. Končal sem 3-letni program v 2 letih. Pa... Ok, flex. V glavnem, in je fora, da pač delal sem ko pri norcih, no, pač že recimo zjutraj smo imeli 3 ure slikanja ali pa risanja po modelih, a ne, pol naslednje 3 ure smo imeli Po modelih? Model je stal nagic ali pa nagic je stal pač tam in ti si ga risal. Sorry. Ja, mislim, da to pomeni, kaj je po modelih. Ja, pač po predlogu modela. Ja, Imeli šablono. Ja. In je fora, da v bistvu vmes na 25 minut ima model 5 minut pauze in jaz sem v teh 5 minutah tekel ven iz učilnice, šel delati na drugem projektu za 4 minute, pa sem tekel nazaj noter. Zakaj pa si to delal? Zato, ker sem hotel čim hitreje napredovati, ker je bila ful draga akademija. Aha, torej si čim prej hotel zaključiti. Ja. Pač, mislim, ok, ful draga akademija. Ja, bac cifra. Pač za 3 mesece plačaš 4 ure pa pol. Ok, zato si hitel. Ja, a ne. Jaz sem tako ne, ok, možno je vidim, da če hitrej po projektih napredujem, pomeni, da lahko pač pregrem, ne. Tako da ja, sem pa v 2 letih zaključil. To je kaj, ravno njih 20 tisoč evrov na letnik. Dajmo reči, mislim, je malo manj, ne, pridem, ampak so se mi stroški ostali. Se je, pač imaš 3 semestre, imaš. Ja. Tako da to je računica. Malo manj. Tako da je bilo v bistvu vse skupaj na leto, pa da še živiš tam, je bilo, ja, pač tam okoli, ne vem, med 15-20 ur, ne vem, zdaj sem že malo pozabil v bistvu. No. Ni malo. Ni malo, ja. In jaz sem bil tako, ja, fuck, ok, mi si tega ne moramo privoščiti, kako to, in pa pač se je izkazalo, da si lahko. In ja. Sem jaz prvo nekaj svojega denarja, kot sem ga imel v srednji šoli, pa nekdaj sem ga vse našparal pa dobil. Kako si šparal? Na 60 ur si našparal? Ja. Nauči našparati. Veš kaj, Tesla sem prodal, pa sem povedal, kaj je delček tega, ne zavam se. Pa si že kaj tipo slikami delal v biznisu srednji in to? Jaz sem prodajal svoje slike pa kipce, ko sem bil 10 let star. Za mali hustler mu. Me tipo ono, ko prodajo tako školkice po cesti? Ja, sem prav hodil od hiše do hiše, od vrat do vrat, prinašamo srečo in srečno pomlad. Sam zdaj jesen, dobro. Sorry, kaj je uspešen? Ja, da ne fukat. Ja, tak je. Čeprav pa moja mama prosila, da je pač, nikoli ne veš. Ja, ne, ker je ono tako lej, pač nikoli ne veš, komu priješ domov, si luškan mali fantek in te bo pač kdo, veš, povabil noter, pa ne spustil ven. Da ga nagiga naslikaš, ne? Ja, nekaj takega. V glavnem si začel s tem biznis. Ok, zdaj greš na tvoje slike. No? Kaj pa zdaj trenutno prodajaš, kakšne slike in tako, kako to izgleda? Ja, pač v bistvu imam... To verjetno ne? Ta ni na prodaj. Za pravi denar? Ne. Ljubezen ima ceno. Nekaj ima pride z njo, če kupiš sliko? Bundle. No ja, ali jo pa... To bo zdaj imel za Black Friday. Za par milijončkov bi jo prodal, pa bi pa njo pelal Punco okoli sliko? sveta, veš, pa na sliko še eno. Ja, no evo. No, pameten odgovor, realen odgovor. No, ma dej, ok, zdaj recimo... Ok, zdaj živiš ti definitivno od tega, ne? Ja. Mislim, zdaj to tvoj source of income. In recimo ena slika zdaj... Take velikosti. In ne vem, recimo, no, tisto, ki si zmagal nagrado. Tisto, to, ki si rekel ti imate, ne? Ki je ono koleno, neki ima tako in... To si prodal? Ni še prodano. Naj bi jo prodal, ampak se zgodile par takih stvari, ko ugotoviš, da ta oseba ni glih iskrena in da te hoče nategniti za 10 jurjev. Pa si tako, ga pa če ne. Tako da ja. No, za koliko jo boš prodal? Kakšen je tvoj cilj? Ti sporočim, ko jo prodam. Tega Tridon, to? Ja, Triton, ja. Ok. Ja, fora je, da... Minimalno, koliko hočeš za njo, recimo, se tako? Če mislim, da je tam okoli 112 jurjev, nekaj tasga. Ok. Ne, Porsche.
pa to ne gre. Porsche. Veš, pa ne mudi se mi je prodati. Tako da je pa tudi recimo slika, ki je, ne vem, pod 1 meter, a ne. Imam naročilo, je recimo 32 jurjev. Ti je nekdo naročil, ja? Ja. Tako da pač stvar, ki je v procesu, ki jo dejansko še ustvarja. Okay. To so pa že lepe cifre, no, ni več hecto. Tako da, in je fora, da to so Slovenci. Veš, ko človek pravi, ja, ful je slab trg v Sloveniji. Ni, ne? Mislim, zdaj dosti denarja je pri nekaterih ljudeh, ne? Ma, kje to, kako to prodaš? Mislim, kaj imaš kakšne dražbe? Ja, oni vejo, da je on verjetno, ne? Ja. Pač fora je, da sem lani s tem Tritonom, ko je tebi ful všeč. Fucking jak je, stari moj. Tako da ga lahko date tako. Kje ga imaš? Čez ekranček. Razstavljen bo. Zdaj po 18 mesecih je prišel nazaj v Slovenijo. Je bil prav v New Yorku razstavljen zraven 8 milijonov vrednega Ferrarija. No. Res v Sarabiji je bil. V New Yorku pa v Muzeju Evropske moderne umetnosti v Barceloni. Wow. Tako da in iz tam je pol zdaj. Čakaj, kaj to je zdaj? Jo hitiš po svetu? Da dobi ne, to je dobila traction. ta nagrado, a ne? Dobila je to ful, pač pomembna nagrada od Art Renewal Center. To je tipo kot tvoj kan. Ja, ma ne, najprej, jaz sem tako vprašal, če je pač to pomaga sliki, da okay. Sigurno, ja. Ja, valjda, ja. Valjda, če je še nagrajena, pa to dobi takoj plup, a ne? Ok, dobro, zdaj pa povej za to nagrado. Kaj je ta nagrada? V bistvu je v New Yorku so ustanovili, mislim, da zdaj je na 26 let nazaj Art Renewal Center, ki so bili pač neki multimilionari in zgodovinar in zbiratelj, ko je pač zbiral enega francoskega slikarja, ko je nekoč bil vreden 5000 evrov. Ena slika tako 2 metra velika, zdaj se pa prodajajo po 9 milijonov. In je tipo pač, ne vem, koliko teh slika jo je kupil, mu je zrasla cena, jo je prodal, pa je pač kupil tisto večjo, pa je pač v glavnem in je, ne vem, koliko 36 različnih Bouguereaujevih slik. Čisto do, res. In je bil tako, pa zakaj pa naj bi mi začeli spostavljati umetnike, ki realistično, figurativno slikajo ali pa kiparijo, in so na ta način začeli pol še razne tekmovanja. In tudi zdaj letos 3 slike uvrstil, to so šle v naslednji krog, tako da bomo videli, kaj bo. Mislim, da boš, verjetno ti bo še uspelo tebi tako, no? Mislim, imam počutek. Dober občutek. Že kar lepo uspeva, tako da sem kar zadovoljen. Bravo. Povej še malo, kakšna je ta nagrada na sceni? Koliko je to prestižno? To? Ja, pač ful. To je tako smetana? Ja, smetana. Kaj je še lahko, kaj več je? 2 take nagrade? Ja, mogoče je še par korakov višji. Ampak zareč, to so... ne vem, first prize ali pa best in the show. Ne, ok, ampak v temu... Ja. Ok, v temu inštitutu to. Ja, mislim si, verjetno so že kakšne druge, te sam je fora, da ne vem, pač en likovni kritik, ko sem dobil to nagrado, se je razpisal na Facebooku, da pač kaj je to za ena nagrada, da to noben ni slišal za njo in da pač če bi jaz dobil, ne vem, Turnerjevo nagrado ali pa še 2 druge je povedal. Kaj je Turner? To je neka jaka nagrada? William Turner je bil pač, ne vem, zdaj je že mrtev, glavnem, 19. stoletje, čekaj, 19. stoletje, Jesus Christ, sorry, zgodovina. V glavnem pač en slikar je bil, ko je ful svetlobo sliku, pa pač morje z raznimi ladicami, pa te fore, pa ta efekt svetlobe, ko je v atmosferi, in so naredili pač Turnerjevo nagrado. Ampak ko pogledaš zadnjih ne vem koliko desetletij, ko so pač ljudje dobivali te nagrade, je fora, da noben ni slikar, realist. Ali so neke abstraktne zadeve, ali so neki pač... Drugo umetnost. Torej so jo rebrandirali nekako to nagrado, ne? Mislim, ni več. Ja, v bistvu pač nima smisla, po eni strani, ker pač Turner je bil slikar. Sam po drugi strani pa tudi ta kritik, ko je povedal oziroma komentiral, to je ono tako stari pač, tudi kako da bi rekel, ja, ni dobil kuharske nagrade, jaz pa v bistvu slikam. Ja, veš, pač. Ok, to sem ga tudi pojasnil. Ja, pač kar je tuk drugo, pač, halo. Kje bi rad imel, recimo, razstavljene svoje slike? Katera je najbolj... Mislim, kaj je sploh tako, malo boljše mogoče tudi, pa nadaljujem to vprašanje, cilj takega umetnika kot ti? Kaj hočeš slikami? Ajde, razen za denar prodati. Kaj hočeš? Se verjetno njegov ni cilj za denar. Mislim, je cilj za denar. Povej, kaj je tvoj cilj za denar prodati? Tudi verjetno. Mislim,
Treba dati živeti. načeloma za denar. Tako, kaj je tak cilj, ne? Kje med te slike, pol, kje hočeš, da se, kaj si, da se z njimi, ne? Iskreno pač po celem svetu. a veš. Recimo Louvre, ne vem. Ja, verjetno v Louvru ne, ampak kakšna National Gallery v Tam, Londonu, ne, ko imaš Portrait National Mislim, tam ne moreš priti, kot, tam je bolj kaj star, ja, v Louvru so bolj stare, ne. Ja, si dejansko par let nazaj sem prišel na tekmovanju v zadnji krog, sam pa pač je ta zadnji krog. Meni so rekli, da je en lobiral neki in da je pač moja sliko pač Da nekdo, je ki ima denar vpliv, plačal, da je hotel enega drugega noter dobiti in No, je se ti pač imaš izkušnje. s sam tem, ne? zdaj, le. Ja, pač, isto je bilo za tvoje nagrade na TikTok. Ja. To je bilo lobiranje, ne? Ja, za našo nagrado, Ja. ki sem zmagal v Kanu, si čukaj? Sorry. Ne, panik, samo fora je, so bili žiranti, glavni žirant je bil zmagal, nominiran za Oscarja, tako da pač tip je dešet in je rekel, mi smo zmagali. Naš film je rekel, ok, to so clear winners, ampak ker TikTok je kitajski, so bili Azijci, wow, ne moramo imeti ne enega našega tle. Prvo mesto enemu Azijcu bomo dali in tip je rekel, ne, pač to je art, to je jako, oni so jaki, tip ni jak. So rekli, ja, to pa ne bomo mi imeli in je rekel, ok, jaz grem. In je šel iz komisije in pol so ga prepričali, da je prišel nazaj zadnji dan. Je šel, rekel, jaz grem. In pol so dali 2 glavne nagrade, nam in še enemu Japoncu. Cool tip, cool filmček je naredil, ampak je prišlo mes politika, tako kao smo bili 2 zmagovalca. Isto je bilo pri tebi takrat, ne? Ja, Ja. tako da. In če tip se ne bi postavil za nas, mi ne bi zmagali. Kjer carska je? Ja. High five. Kar jako. Ti tudi, high five, pov. Nadaljavo. Tako, ja, kje bi imel te slike, kot je vprašal Jure, tako, kakšen, pa Mislim- London. Pa, veš, meni je že, ja, ne vem, in imaš London, Pariz, pa cel svet. Pa Da. Ameriko, v bistvu ful si želim še več v Ameriki, ker je tako tam Je več denarja tudi verjetno, ja, ne? veš, pa tudi kakšna ta ni v večja Evropi to podjetja, bolj? ko imajo. Ja, pač, Kaj zdaj? Ne, nekje je bolj malo trg za to. Ni bolj to, bolj cenjeno tle pri nas. Kakšen New York, verjetno, ja, je New Yorku kar, ne? se ful lepo. Je to, tudi? Ja, Okej. ja, ful. Veš, tako da itak Mislim, pač. Umetnost se ceni verjetno tam, kjer je dosti ljudi z več inkoma, zato ker si lahko pol privošči ukvarjati s takimi stvarmi. Ne, eni pač verjetno, ki nima za Definitivno. preživeti, bo težko. Ja, itak, veš. V Mislim pač- Prekmurju ne bojo verjetno kupovali slik za... Dej, v New Yorku imaš tuk Tesla, tako pogledaš desno, vidiš 3, pogledaš levo, vidiš 2, pa enega Ferrarija, pogledaš spet desno, je spet en Lamborghini, ko pride mimo, veš, in imajo tuk denarja, da ti rata Tesla dolgcajta, ne, pač ko jih toliko vidiš. In je fora, da pač itak je, lej, Okay. tak nadstandard v bistvu, ne. Koliko slik lahko naslikaš na mesec? Odvisno, kjer delam. In recimo, jaz pridem k tebi z naročilom, naslikaj mene golega. na primer. Taka velikost. Taka velikost. Ja, načeloma boš čakal 1 leto. Ker imaš Q. Ja, ful imam naročil. Ok, rečemo, da ni Q-ja. Ni naročil. Aha, da takoj začnemo. Zdaj pa je odvisno, ali bi rad poziral živo, a ne? Ali bi naredil fotoshooting, pa bolj zberemo fotko, po katerem jaz zdaj. Ne, on bi fotko, da zgaz fotošpiraš večjega kolega Ja. in pol ga naslikaš. Okay. Morajo celo zmanjšaš, da bo manj dela zate. Ej, ja. No, pa je pa spet odvisno, veš. Ali te jaz delam v tej hitri tehniki, ali prima varianta, a ne, ko pač mi lahko vzame v bistvu 3 do 8 ur, a ne, Okay. da te naslikam. Ali te pa delam v večjih slojih, ko je, ne vem, z 3-4 sloji. Ker moraš čakati, da se suši. Ja, Aha, to je a ne, trik. tako da je fora, da narediš pač prvi sloj, ti ne vem, kako razame, pač pustiš, ne vem, par dni, da se posuši, greš čez drugi sloj, a ne. In se z vsakim slojem v bistvu, ja, se nadgrajuje zadeva in podpira spodnji sloj, zgornji sloj. In to praviš, koliko to traja, torej pol Ja, v tem primeru. jaz se to pravim, da načeloma lahko iz tega, ko je, če je samo ena figura brez nekega crazy ozadja, a ne, pač je lahko pač od 14 dni pa do, ne vem, 3 mesece. 3 mesece recimo nek. Ja. Ok, torej 4 naročila taka na leto. Ja, čeprav imam tudi kakšne, ko 6 mesecev traja, pa kakšne večje, veš, ko, ja. V glavnem boš imel kaj delati. Imam kaj delati, stari. Glih par dni nazaj sem en družinski portret naročil, ko me je sram, končal, ko me je sram povedati, da so ga naročila. Ne. Ker toliko časa nazaj so ga naročili. Pa velika dejansko. družina, no. Velika družina, 3 glava, bolj velika familija, taka slika, 50krat.
800 nekdo tako, v ki je že- familiji malo je že bolj. čez. Kako pa deluje recimo naročilo? Zmeraj ful zanima bolj tle biznis zadaj. Naročilo. Ok, jaz ti naročim, kaj verjetno hočeš kakšno avans? Front, ja. Ali kako gre to? Aha, torej vse v avans ali pač ti po zaključku? Načeloma je, je po dogovoru, dosti Cena. imam, ko plačajo vse vnaprej, pol je 50-50, pol če so pa kakšne te full, pač večje cene, Drage, ne ja. vem, 32 jurjev, pa pač delamo po tretjinah. In se tudi podpiše pogodba. A pogodbo Tako probaš. da, ja, in v bistvu se vse lepo napiše, kaj se pričakuje od mene, kaj se pričakuje od naročnika. In na ta način pač super, no, odkar sem začel pogodbe uporabljati, sem se kar par enih takih voluharjev rešil. znebil. Kaj, tudi kje pokažeš napredek? Naprimer, v mojem svetu pokažeš first draft, drugi draft. V bistvu, Sploh to zanima v resnici. Mislim. ja, pač fore, da imaš ene, recimo, ko naredimo photoshooting, dam jaz prvi izbor, pa pol jim pošljem, pa imajo pol on svoj izbor in oni zberejo 3 slike, pa bojo, kaj jim je najbolj všeč. In pol jaz iz tega pripravim v Photoshopu, lahko pač le tako bila bilo v zadje, ampak to je pač ko raw. Tako da pa pač, ko oni to potrdijo, pa jaz slikam, pa ne pokažem. Zato, ker je ful dragoceno tisti trenutek, veš, ko Reveal. pridemo, Ja. prinesem sliko, se z rdečo draperijo čez prekrije, lučke usmeri, lepo se zrihtamo vsi pa to. Oh, wow. In je, To je prav experience v resnici. ja, Jo. exactly. Ja. Ja, no, mislim, lej, pač, če To je ti... vključeno v ceno? Ja, Reč, da ti jo prinese v folio. Ti jo fukne v glavo. ja, itak, veš, če ti ono da, ne vem, pismo 20 jurjev za sliko, pa Ja, pač pa potrudi tako se malo, ja. na parking placu, evo, to sem na sliko, ajde. Šlo tako Ne. razkrito še ono. Na rukoverti. Ja, Ne, kako govoriti. Ja, tako da, itak, pač meni je, veš, ker v bistvu meni je slikarstvo svetost. Ja. Ne. Kaj lahko ena slika za človeka naredi? Pač od tega, da Lahko ti spremeni dobi življenje, ženo, inspirira. recimo. Ja. tipo. To, a ne, Ja. veš, ta slika mi je prinesla da. Aha. In pomaš recimo tega Tritona. Ne vem, koliko ljudi je bilo ganjenih do Souls. A ne? Veš, ko so gledali to Ganjeni sliko. do Souls. Ja, ko preden je šla v Ameriko pač na to potovanje, sem prav naredil, naredil prav tak možnost 3 vikende in so soboto, nedeljo pač ljudje lahko prišli za stojn na grad pogledati to sliko in jaz sem bil tam, pa je pač, v glavnem, na 6 ur sem bil, pa sem jim razlagal, kaj predstavlja slika, kaj je simbolika od zadaj, veš, kar je ful. Ti povej, ja, no, lahko poveš, kaj je simbolika? Mislim, Kaj to je tvoja najbolj uspešna slika? Ja, verjetno. Ja, Trenutno, ja. No, ok, Ja, to pač, da ima najvišjo, sicer nima največ nagrad, ampak ima pa najvišjo nagrado. No, No. povej malo, pa ajde, debatiramo simboliko. o tej. Povej, razloži, kako se to simbolike definira na teh slikah. Mislim, kaj ljudje vidijo. Zakaj bi mene ganila slika do Souls? Ja, kako to? Jaz ali ne razumem, Samo jaz to je tako v bistvu- umetnosti. Veš, kad če pogledaš, iz časa je likovno delo, slikarsko delo sestavljeno, je v bistvu, če pogledaš od blizu, to je abstraktno napacana barva Ja, na platno. A ne? In pa, ko stopi stran, pa zgleda kot to. neka celota. Veš, torej so pač neke oblike, barve, kompozicija, a ne, ki so postavljene na način, Ja. a ne, da vplivaš. Isto, kot da ne vem, poslušaš neko glasbo, pa te gane, ali te pa inspirira, da te dvigne. Veš, kako lahko to razložiš? a Ne? Ima v bistvu sestavljena na en način, Je, ja, a ne, malo, ja. da te podpre, da te dvigne, ali Mislim- pa da te se dotakneš nekih globih delov sebe. a Ne? Moraš gledati v neko drugačen jaz se moraš. Jaz ne vidim, jaz nisem tako še nikoli doživel tega. Ne greš v samo sliki. pogledati sliko, ampak jo moraš gledati. In pol lahko. Ja, kaj ti tukaj to nekaj- znaš? Ja, ne vem, tle si videl emocijo v temu Tridenu. Tle je bilo ono, ok, wow. Pač ti pravi, meni je bila ta slika ono, wow. Pač nekaj čutiš. Ne vem, lahko v bistvu razlagamo simboliki, če bomo samo tako govorili, pa bojo ljudje gledali nas. Se lahko damo da daš sliko, mogoče slikico lahko da čez. sliko čez staš. Ja, no, ta je posebna, tako da lahko najdeš, pogledaš, bum, evo, slika. Bomo dali sliko, da boste Staš vsi je naš videli. editor, to zdaj Ja. govorim editorju, ki bo to zdaj Staš, gledal. hvala. Kaj bo dal tle sliko in ti pač kaži Ja. kot vremenska napoved. Evo, tukaj na Primorskem. Ja, pač fore, da
Prekletstvo Tritona Okay. je nastal slike. Okay. Triton je bil sin od Pozejdona in Amfritite, ki sta bila oba bogova, ali pa sta še vedno, Okay. morja. Okay. Ne? In njegova funkcija je bila prenašati sporočilo od morja k svetu, pač morski svet, zunanji svet. Ne? In jaz v bistvu jemljem morski svet kot ženski aspekt, Okay. ta zunanji svet kot moški aspekt, ne? Torej odnos moški-ženska. Kaj je moški, kaj je ženska? Morje je? Morje, Morje žensko. voda, globina. Voda je ženska, Ja. globina. Ja. Okay, in moški je on, pač. Ta Ja, svet. je pa vse, kar je nad ledom. a ne. Okay. Ali jih tako, da si predstavljajo? Povej, imamo led, pod ledom ena ženska, nad ledom en, ki kleči moški. Tako. Okay. Tako. Jih da si Ja. znate predstavljati, In- vidite, pa je sliko. Okay. Upamo. Če postaš dal, vidite sliko. Če pa ne, ti. Vam bomo pričarali. No. Ja, in je fora, da on je pa v bistvu itak v taki nemogoči pozi, delam z baletniki, Okay. tako da pač so sposobni to pozo, ampak je res trpel v tej pozi. Pa recimo spod je Ana Klašnja. Verjetno No, veste. Na klašne je spode. Ja, pod ledom, sam se malo manj vidi, ker je pač pod ledom. In je fora, da on je v bistvu v tej nori pozi in iz ledu, a ne, ki njima preprečuje komunikacijo. Zato je prekletstvo Tritona, ne, ker njegovo poslanstvo je prenašati komunikacijo med moškim in ženskim aspektom, če prevedem to pač morjem in zunanjim svetom, a ne, ker mislim, da je pač najpomembnejše tudi v odnosu je komunikacija. A ne. In ta slika pa predstavlja v bistvu mojo bolečo izkušnjo iz prejšnjega odnosa, kjer a ne, je bilo dosta enih Je ona toksičnih zmrznila v ledu, ok. Ne, komunikacije ni bilo. No, Ja. vidiš. No. Si Trudili dojel smo. Ja, zdaj ja. In ti si dojel tako to prej? Ne. Ja, no vidiš, da je bil wow let in gor kleči. Ono. To je, vidiš, to moraš razumeti, ne, da pol razum. To. Ne, je, pač, meni je bilo, ja, se je videlo, da ta sin, ta moški del, je bil v neki bolečini. In čutiš bolečino njegovo, ne veš pa zakaj, no zdaj vemo zakaj. Ja. To. A ne, in v bistvu raste pod kolenom, raste gor in ga prebada skozi koleno, ker to v bistvu predstavlja njegovo, Jezus Krist, desno koleno. A ne, desna polovica telesa naj bi bil moški aspekt pri vseh. Ženska polovica pač levi del. A ne. In je fora, da v bistvu njegovo desno koleno je prebodeno, torej moja ta trdnost, moškost je bila fuloranjena pač v tem odnosu, ker pač niso delovale zadeve in ves cajt sem skozi razmišljal, pač, ko lahko naredim, kaj ni rečem ali pa odgovorim, da ja ne bo nekega konflikta naprej in teh zadev. In pol medtem ko levo noga je pa od zadaj in se z obema rokama drži leve noge, in predstavlja pa v bistvu ta ženski aspekt, kjer pa nisem želel spustiti ta odnos, ko sem verjel, da bo, se bo. Na meni je to. Zelo realno. Jaz se moram izboljšati. Ja. Jaz se moram naučiti z njo delati, jaz moram pravilno se odzvati, ker sem jaz kriv za to. In recimo okoli mednožja ima tako draperijo rdečo, ki rdeča barva predstavlja kri, življenje, strast, ljubezen. Medtem ko stikom ledu pa postane take toksično zelene barve. Ker v bistvu tudi ta odnos, ki se je začel strastno, pa je bila neka strast prisotna, se je v bistvu pol razvil v neko toksično celoto, ki pač ni več delovala. Všeč mi je, ki vse ima nek pomen. Pa ni to ono nek bullshit, veš, ki kot si ti prej rekel. Banana na steni. Ja, jaz neki vidim, to naj bi predstavljal, ampak tako, kar zdaj razlagaš, je logično. Tako meni. Zato je nice. Kako te simbolike vključiš notri? To prej razmisliš ali je to med procesom? Oboje. Ok. Ja, pač fora je, da določene ideje dobim na začetku, veš, imaš nek flash, ko ti kaj veš, ko ti pride neka ideja, in pol v bistvu začnem razvijati to, jo postavim, ok, tako je izgledala ta ideja, ali pa recimo sanje. Imel sem sanje, da me je pač ena zadeva napadla, tako ko veš, jaz si to predstavljal. Ja, mislim, tako je bil kot ena taka moška figura, ki je imel glavo, obraz, je imel brez oči, pa kot da bi bil od lune. A to sem videl, ja. Pač, no, ta me je dejansko
napadov varianta in mi je predstavljal v bistvu neke slabe habits ali pa ne vem, odlašanje ali pa tako v bistvu te negativni aspekti, ko sem si ali pa si dovolim, da me prevzamejo, a ne, kjer v bistvu dela kontra mojemu ne vem, poslanstvu ali pa želji pač po polnem življenju. A ne, in sem bil pravno tako, wow, ok. Po polnem življenju ali po polnem življenju? Po polnem. Po polnem življenju, ok. Ja. In sem pa v bistvu vzel to in sem narisal. Ampak da bo pol iz tega slika ratala, sem imel že tudi photoshooting, ampak iz tega se bo pol naprej razvijal še dodatno. Je neka ideja, ki jo rabiš pol ti razvijati. No, čakaj, tako povej, naprimer, samo hitni cifro, 10 steps, kako to poteka tvoje ustvarjanje. Najprej to, kako gre. Povej ja, malo. Največ je neka ideja, Okay. recimo, dajmo za Tritona. Okay. Za Tritonom je bila v bistvu prva ideja, sem narisal eno tako majhno risbico, ne vem, 3x3 cm, eno figuro, ki se zvija nazaj. To mi je bilo tako, kako do. Sploh nisem prvo pomislil na to, bom vse te čustva dal nota. In pol sem pa šel razvijati naprej, sem večje risbe začel delati, raziskoval, kaj bi to pomenilo, kaj bi to predstavljalo, pa sem bil skoval, kaj bi bilo hudo, da bi še žensko dal v spodi. Kako si pa to raziskoval? Risal sem. Aha, tako ti raziskuješ. Ja, in pol recimo v Photoshopu, dam not pa v Photoshopu tudi ustvarjam, kad tam pač povečaš, premakneš vse te fore. Tako da, in je fora, da pa smo pa naredili photoshooting s temi baletniki, balerino in baletnikom. In pa sem pa v bistvu s tem se igral, pa sem imel že vizualni material in sem pol iz tega gradil. In pa mi je pa enkrat, kar sem jih hotel dati pred nek tak porušen, kot en tempel, da bi bil porušen od zadnje, pa tako bolj jesenske barve. Pa sem enkrat za foro, tak par minut sem imel, pa se rekel, ajde, gremo večkrat delati na tej sliki. In sem vzel, pa je avtomatsko v Photoshopu, v tem računalniškem programu, itak vsi veste, večina, in sem imel za color, sem imel belo barvo. In sem začel čez risati kompozicijo, kaj bi lahko spremenil po to in potko, leto pa zgleda kot let. To je bilo hudo. In sem čisto navdušen, pa sem pa začel raziskovati, pa iskal referenčne fotke, ledu, pa in sem pa to začel sestavljati skupaj. Kako si pol, zdaj je to vprašanje, kako si pa vedel, da boš naslikal to zgodbo in da je led problem? Mislim, kako si pol ta led umestil in povezal s to mitologijo? No, to je pol bilo moje, kako ti povežeš te neke zgodbe zunanje s tem. Jo imaš prej, jo pol najdeš. Ja, pač fora je, da v tem primeru pri Tritonu nisem vedel, kak bo naslov slike. In je bila slika končana. In pa sem bil tako... Slika je bila končana in pol si ti poiskal... Pa sem jaz poiskal, kak bi dal ime tej sliki. Postal si, kar si prej zaničeval. Čakaj, ja, se to me je zanimalo. Ti si da v bistvu narisal, kdaj si vključil to grško mitologijo notri, pač, to me zanima. Slika končana. Vidiš, ti lisjak, to je mene zanimalo. Ampak je fora, da pač... Ampak kaj da je bilo vsaj... Pamet. Veš, to sem hotel izvleč ven. To sem hotel izvleč ven. Ja, ne, fora je... Se malo štekali, no. Ja. Veš, ker pač fora je, da se ni važno. Lahko bi jaz si, ne vem, slovanske bogove ali pa nimo s kakšen naslov bi dal. Ker stvar je emocij. Kaj predstavljajo emocije, ki jih ta slika izraža. Kaj ima ta jezik, ki ga pove. Ampak ti, ko si to razlagal, jaz sem si predstavljal, si čutil to zgodbo o Poseidonu. Ja, in si pol hotel to picturat, in si našel modele, da boš to... Zato jaz mislim, da to poteka. Ja, ne, so bile te emocije, pa ta želja od zadaj, raziskovati to. Pa je pa v bistvu to prišel kot velik del, je pa tudi odkrivanje, kaj sem naslikal. Ker je doskrat, jaz nekaj naslikam, pa ko ljudem pokažem, pa dobivam nek feedback ali pa pač to, ali pa mogoče razlagam o te slike in pa kar naenkrat odkrijem en nov del te slike, ko sploh nisem pomislil na to, ampak sem vključil to podzavestno. To je zanimivo, drugače. Mislim, ta proces je zelo kaotičen, hkrati pa nastane ven nekaj pomenljivega, to je meni zanimivo, ker jaz, ni to malo nasprotje s tabo v resnici, ki si ti ful urejen. In ko greš pa to tako kaotično v ta proces.
Ja, Kako to uspeš? Vse to, pa če sem umetnik, hkrati sem ribi po horoskopu, veš, kar pomeni, da en plava v eno smer, drugo plava v drugo smer, ne, tako da v bistvu rabim biti organiziran zato, da lahko produciram, ustvarjam in živim tako, kot si želim, ker drugače me pač kaos poje, pa naratam brez jasnosti. V bistvu pustiš kaos, samo kontroliran kaos. Tako, ja. Ja, jaz sem pa recimo, jaz pa pravim biti vse da je po nekih regelcih, ne? Ampak tega kaosa pa ne pustim, ampak v resnici ga moraš pustiti nekje, ne? Ja, ker je drugi aspekt tebe. Tle lahko ti še kot ustvarjalec, tle si najbolj kreativen v tem kaosu. To moraš imeti, vsaj meni, ne vem, meni ta kaos pomaga pri ustvarjanju. Če ga ne bi bilo... Kaj pa pomeni kaos mi pomaga pri ustvarjanju? Da je kaos mi v lifeu. Zdaj tu, zdaj tam, zdaj to moram, moram teti, da sem na 10 koncih. Torej, da nimaš časa za dolg čas. Tipo, ja. V glavnem kar zanimivo, no, moramo reči. Nisi mi odgovoril. Kaj? Ne vem, kaj, zdaj sem se zmedel. Pač ta kaos pri ustvarjanju. Ti si rekel, da v bistvu, pač, ko imaš tukaj polno stvari, da ne veš, kje se da glava drži načeloma in Zato, ker to vzbuja kreativo, nove ideje na različnih področjih, ampak moj kreativni proces je zelo, jaz imam formule narejene in grem najprej po temu postopku, po temu. A veš, torej imaš tudi neko organizirano step by step, da vodi svoje misli skozi proces. Ja, ne, to ja, ojoj, če ne morem jaz. Meni je bilo najlažje za filme, jaz imam zareč okvir, in vse moje ideje sfiltriram skozi to in je pač ful lažje pisati. Zdaj, o čemu bi jaz pisal? No, tu in pomaže narejeno. Ampak je pa lepo v tem kaosu biti, ki dobiš ideje povsod za to. Ja, itak je. Pa jih rabi zapisati. Tako. Kakšen nasvet za mlade slikarje? Ti pravim, jaz sem pri tebi videl, to še vedno dejansko folk dela. Kako začeti? Kaj dejansko folk dela? Slika? Kaj si misliš? Ne, pač, da dela to neorealizem, da to še obstaja. Neorenesans. Neorenesančno slikarstvo. Ja, pač v bistvu kaj pomembno je, da delaš na kvaliteti. Da greš k nekomu, ki zna več od tebe, v smislu, mentor. Da je on prehodil že določeno pot pred tabo, ki je starejši kot karkoli, in je lahko tvoj mentor. Okay. Zato sem še letos, par mesecev nazaj sem bil v Belgiji, sem se nadgrajeval pač pri enem slikarju, ki je 15 let starejši od mene. In sem videl, še določeni aspekti so pri mojem slikarstvu, ki lahko pač razvijem, da so manjše oblike, lepše in bolj kvalitetni dizajn in način, kako postavljam barvo gor na platno in podobno. Kako izgleda, ko imaš mentorja? Kako to izgleda? Ja, bolj odvisno glede na mentorja. Ampak, s tvojim najljubšim ali ki ti je največ pomagal, kako to izgleda? Ja, ok, pač eno itak, ko imaš akademijo, pa priješ noter in si tam. Pa dejansko se posveti tebi on, ne? Ja, ampak v bistvu, ko je mentorstvo, tudi se posveti tebi ali si bolj ti tam, da ga gledaš? Ne, imaš eno verzijo, ko ti pove, kaj je, pa ti demonstrira. Zakaj pa? Zanimivo, da je to njemu v interesu. Je predajanje znanja. A je v interesu to? Ja, zato tudi jaz učim. Pač mene bi bilo treba učiti, pač ne rabim iz tega vidika denarja, ampak meni je dragoceno predajati znanje naprej, ker pač če so ljudje, ki se želijo, pa ni must, da so ljudje, ki hočejo biti največji mojstri na svetu, ampak pač lahko tudi nekdo, ki si sam želi malo ustvarjati ali pa prvič me tako izkušnjo, pa mi je ful lepo, da pridejo k meni, pa jim lahko prav po korakih, ker imam isto pač pri učenju, ful step by step, prvo naredim odkot, ko se prepravi paleta, vse je lepo razdelano, in pol na koncu nekdo, ko nima pojma varianta, ko zna stickmana narisati, ima na koncu tako hud, ali portret, ali tihožitje, ali karkoli pa se dela takrat, da je čisto hodono. Še je upanje. Definitivno. Ja, mislim, kolej, pa vsak se lahko tudi nauči plesati. Ni must, da boš pa champion of the world v plesanju, ampak se lahko naučiš, kaj korake imaš, nekdo te popelje čez, da je to v bistvu preprosta stvar učenja. Če ti znaš pisati, pomeni, da ima smisel za oblike. Pol te bom jaz nekaj vprašal, ki si rekel, lik stickmane. Pri filmu jaz vedno naredim storyboard, veš kaj je storyboard? Ja. No, in pač jaz ne da sem težek umetnik, ampak malo kreativen. Ampak jaz delam to stickmane in boš dal en tip, dva, malo samo perspektivo, kako je malo to boljše pogledati.
Kot smo rekli, ko mi izbiramo goste, ti bi rekel, jak podcast, imam eno šlikco, tako za pokazati, pohvaliti z veseljem. Imaš ti kakšno vprašanje za nas? Zdaj bomo vsi, dajte like, bomo podarili eno sliko. Giveaway! To sliko podaril. Follow nas, njega, tim bo žrebal. Imaš ti kakšno vprašanje za nas? Ki zanima? Kaj je tisto, kar zjutraj, ko se zbudiš, ko ti da ogenj v srce, ta strast v življenju, kaj to odvaja? Ali pa od vsega posebej? Jebem te. Kaj jo vrže zjutraj iz posle in samo, gremo to delati. Poleg alarma. Ali pa da te more lulati. Da lahko, pač da je nov dan, meni je lepo, da je nov dan, recimo, da je nov začetek in da lahko ga naredim boljšega, da lahko ga probam izboljšati napram prejšnjemu. Meni je to ful. Torej, da recimo v projekti, ki ga delam, vem, da vem nekaj več in da lahko danes naredim še toliko več in mi je pač to zanimivo. Pa da lahko tudi, da lahko vsak dan, če delaš dobro prejšnji, je lahko ful boljši, ker ful napreduješ. No? To je ful zanimivo. Vedno boljši si. In boljši se počutim. Hoda. Tako, ja. Nice. Meni je bolj iz dneva v dan. Če imam včeraj neko idejo, ko me čakam, da jo danes realiziram, včeraj, ki sem dobil te neke veze za film, zdaj imam ful več motivacije, imam še enih par stvari za popraviti v scenariju, da jih grem zdaj dejansko popraviti. Dokler nisem imel tega, sem imel, bom zrihtal tate, sem si dal plan, bom zrihtal, ampak zdaj mi je ful bolj, ne, zdaj se moram izkazati in take stvari, ko pridejo priložnosti. Hoda. Pa iščeta vidva tudi svoje kakšne mentorje ali pa neki, da se nadgrajujeta? Ma valjda, je v interesu, ne? To je itak. Ja, jaz iščem mentore, samo dosti krat se zgodi, da pač ne najdem pravega. Ja. Kaj to pomeni? Da, ne vem, meni se zdi, da tudi jaz in Matej sva si bila mentorja, ampak ne najdem pa mentorja, ki bi, jaz in Matej, meni bi Matej mentor za ene stvari. Pač meni Jure, ampak zdaj, to je bolj tako personal level. Ja, ampak na mojem področju, mislim, jaz bi šel ful v ta, mislim, sem to, ne vem, biznis in ta, ne, pač take stvari. Se je dosti ljudi, ki delajo te stvari, samo ne moče na tak način. Veš kaj, tako, po moje boš se poistovetil, jaz tudi meni mentor bi prižparal en jak režiser, ampak jaz delam samo komedije. Boljši mentor je jak režiser, ki dela samo komedije. In tega zdaj še nisem najdel. In to po moje tudi ti, točno za to tvoje področje, to pač ne vemo še, kje ga najti, kako ga najti. Mislim, sem našel dočni ljudi, ampak dosti krat se zgodi, da so mlajši ljudje od mene, katerim se nekaj naučiti. Ne najdem pa nekega starejšega od mene, kje bi se šel naučiti. Veš, te lahko nekaj naučim, ampak te starejši pač imajo leta, imajo izkušnje, so šli skozi nekaj, ne, in to je malo težko najti. Se konektaš z ljudmi in potviješ, kateri zna ne boš. Kakšni, ne vem, kursi, ko jih imajo. Ja, ma meni, dosti krat se zgodi, sej tudi, samo ni, pač vse tujine je to, ne, pač to, pač ja. Tako, sej sigurno je kakšen človek, da se je mogoče tudi, se bo našel, ampak. Zato je dober ta podcast, tako full folka spoznamo, vidimo nove veze, tako da to pomaga. Hudo? Very nice. Krošno. Gremo na vprašanje. Še kaj? Imaš kaj ti? V bistvu bolj kot vprašanje je vabilo. Vabilo, okej. Dragi prijatelji umetnosti, vabljeni ste na otvoritev razstave 10. novembra v Tržič, v paviljon NOB. Kje je Tržič? Zraven Kranja. Okej. NOB. Kaj je to narodno osebo? Divni boje. Kaj boš razstavljal? Ja, v bistvu bom... Ne, kaj boš razstavljal? Kaj bom... Razstavljal bom vse ta največje in najbolj hude slike. Tudi ta Preklet Tritona bo tam pač po 18 mesecih, zdaj končno bo šel v Slovenijo in bo razstavljen. Da je to še to... Vsi lokalni roperji, vabljeni. Se to bi bila ta zgodba. Zaradi tega bi še zrasle. Stop. Kaj bi zrasle? Kam bi zrasle? Prednost. Pa Mona Lisa, tako je ratela famous. Dejansko. Nekaj znam. Izgubljeni Triton. Stop. Stojimo. Zdaj se zmenimo. Off the record, kao. Ti narediš ta šov. Jaz in Jure sliko ukrademo, ampak jo imamo na varnem. In to gre po vseh novicah in pol nekako čudežno... Imamo tle na člani podke zadaj. Čudežno nekako ta slika se spet pojavi, vrednost bo šla gor, vzamemo 20%. Ti pripraviš pogodbo, Jure gre skozi...
In pol priješ nazaj na podcast, spet promovirati in to zgodbo povedati. Da povemo to zgodbo sveta. Content. Content, baby. Ok, zakaj še Sounds nimaš good, TikToka? Ker sem že za Instagram len objavljati stvari, ker pač, ja. Dobro. Mislim, jaz sem bil na Instagramu včasih, ne vem, 4-5 let sem bil full aktiven. In pa sem bil tukaj aktiven, da so mi zablokirali, da nisem smel več kaj si delil gor? lajkati pa svoje stvari. Po 5 minutah. Kaj, katere svoje stvari? Ko sem po parih letih ugotovil, ali po parih mesecih, da #nude ni primeren, pa sem gotovo, ok, mogoče bi to mogel nehati, ampak nisem ga pogledal, veš, pa sem bil tako, pač itak so nagi modeli, pač nude, ups. Tako da, ja, no, in je bila fora, veš, da se mi je pol to zgodilo, da so mi pač block on action naredili, pa sem si mislil, zaradi tega, ker jaz komuniciram, ne vem, vsak dan, tukaj cajta si vzamem za to, da gradim svoj community, ne vem, kva še vse. In se mi je to, ne vem, 3x zgodilo, pač v roku pol leta, ne, pa sem bil kak klinc gledal. Mogo me Twitter dopušča take stvari. Zdaj Ali ga pa še le pač mas te kupil. lahko damo kakšen na svet, kako še vedno postati te nage slike brez #nuda in tako. Ja, malo si, tips and no, tricks. ta hashtag je Obstaja še fajn ne nude uporabljati. art. Ne, si zdaj ga že več let ne uporabljam. Vprašanja. Čakaj, da jih odprem. Profil članov, vprašanja. Ok, da vidimo. Neža Rambasič, a je kdaj delal parkour? Ja, dejansko. Ja, dejansko sem delal parkour. V srednji šoli smo se par prijateljev skupaj spravili, pa smo prvo začeli žonglirati. To ni so Renaissance of you. Ups. Ja, in pa je fora, da je pa prišel še en, ko je pa znal salto nazaj. In smo bili tako, salto nazaj, znaš, da ne se naučim, smo se na travi v zoni Če učili. znaš salto nazaj? Ja, salto nazaj, salto stran, salto naprej. Pizdo, jeben tip, stari, fuck. Ja, znam kar enih par stvari. Ok, to sem te hotel vprašati, ja, stop. Dej povej, stop. Ja, stop. Pripravljen. Moram se, on brand. Kje imaš to sliko? Kaj ko seksa ste vas ta slika gleda? Veš da, veš kak je srečna. Ok, dobro. Ok, to sem mogel vprašati. Vicak, Ne res, to je bistvo. kje imaš tu bajti Ja, razstavljeno? v spalnici. Ne res? Ja, Ok. Jo pokrijeste, ko seksi ste, ali? zakaj? Ja, da ne... Ja. Zakaj bi lepoto skril, medtem ko se imaš lepo? Amen. Lepote je to Amen. zdaj objasno. Kaj pa imaš ti sliko svojo še? Ali imaš Gleda samo še njeno? ona? To pa čakam, da me ona naslika. Yeah, Stick figures, ali tudi ti znaš? Ne, dejansko je že na parih mojih tečajih, tako da ima ful smisel. Ja, pač ful je zakon, pa violino igra, pa ful je popoje, tako dobro pa je dodal, pa reš. Dar, občasi to je tvoj podcast. Počasi. Rebole Rebeka, tip je slikar na jači. Rimke napiše se, tip je na jači slikar. Ja sem napisal, vprašajte neki tip je slikar na jači. Moja slovenščina malo loše. Šiško 135, slikajte se vsi za eno člani profilno dej. Tako, na primer, 2x2 metra, 3 figur, koliko bi koštalo? Mislim, da koriš pripravljen 600 evrov. investirati. 600? Ne, pač tako, da vidi malo tako. Ja, za ne Ballpark. 25 evrov bi šlo. Ok, dobro. Ne, real talk, tako 2x2 metra, 3 figure, koliko bi bilo, na primer? Ja, tako sem prej razlagal, dej, odvisno je quick, pač od tega, Super quick. ali je quick, a ne, mislim, tako le je pač. En uro. Ok, tako bom rekel, pač Koliko si na uro, to povej? tak portret, ko je pač 50x60, quick sam portret, a ne, je 3 ure. 3 ure. Tako da pač vsaj bi bila taka velika slika, pač tudi če bi jo na hitrco varianta delal. 2400, 200. Ok, si vzameš čas za 2x2 metra nas 3. Naprimer, koliko bi koštala taka velika slika? Dej, rec, piši eno cifro, stareli mi, hajdi. 25, 1000 evrov. Juriju. Ampak pač to je hitro. Ampak quick. Ja, Quick. brez... Dobro, jaz ti rekel all together, vse jako sliko. Jako sliko bi imel jako. ti. 2x2 metra jako. 130 juriju nekaj dazga. Za o to me 2x2 zanima, metra, ja. Ok, nice. Tako da gremo tja, ne. Lušno, ok. Kdaj ne rabite to sliko narejeno? Ja, 2028. To smo uspešni, ja. Počasi. Nik Kranjec, ok, si Nikec. Kaj je zgodba za sliko Reawakening of Humanity in od kje je inspiracija?
Ta slika je pa v bistvu moja največja slika, 2,30 m. Je tudi najbolj, da jo pokažete. Dobro, nisi tle šefre. Pred tam tle neki kader lagam, sedi in govorimo. A ga lahko spomniš, da pač on to, da boš ti imela besedo zadnjo. Tlesti, govori. Ta awakening, ajde, demo, hop. Pač fora je, da v bistvu imaš dve figure, ki so v luftu. Okay. Lebdita in je ta moški, ko drži tako roke in mu iz srca mu žari. Lik da pokaže nam, no. Ne. Tako da pač... Okay. In je fora, da moški drži tak varni in svet prostor za žensko, da je lahko nad njem lebdi in pleše in svobodna. Hkrati pa, če pogledaš v njegove oči, se pa vidi, kako se njena svetloba v bistvu je odblesk v njegovih očeh. Torej je ona njemu inspiracija, tako da je tak krogotok. In to v bistvu ta dvigena moški, ženska oziroma pač partnerski odnos, kakorkoli pač, moški, ženska, kakorkoli, pač so tudi sam aspekti, tudi mi imamo v sebi in moški del in ženski del. Ampak v bistvu je ta nek sveti, harmoničen, povezan, dvigen odnos. V spodaj imaš pa množico ljudi, ki pa se prebujajo ponovno. To je pač nek zgled, ki sta ona dva in moški dvigen in ženska dvigena v luftu, pač dvigena v energijah. In pa imaš pa v bistvu v spodaj pa določene, ki spijo, so sam lepi, pa pač ne vem, ta moški, ki se dviguje gor, pa ima roko dvigeno, je moj oče. Sem ga mučil, da mi je poziral. Tako da ja, in v bistvu iz tega vidika, pa imaš pa ful še simbolike, v spodaj je ko en potoček, pač voda, potok. Imaš ti to, kje te opise slik, naprimer na svoji spletni strani ali kaj? Mislim, da so na spletni strani. Boš šli pogledat, gremo naprej. To je hiter segment. Nek Kranjec, še eno vprašanje, ko razvija svojo umetnost, kam vidi, da se lahko razvija naprej, si rekel, ko se razvija, kje se vidiš čez 50 let? Kaj lahko še narediš? 50 let? Ne, 5, živ, 10. Srečen. 5, 10 svojo umetnost. 5, 10. 5 ali 10 let. Jesus Christ. Ok, 50. Kakšen cilj za 5-letni plan, 10-letni? Ja, glede dela, no. Glede svojega dela? Ja. V bistvu nazaj v te večje slike. Okay. Kaj je večja slika za te? Ja, od 1,5 metra naprej. Okay. Ja. Tako da načeloma to v bistvu, da jaz temu rečem moja poetika, to, kar pride od mojega srca, te vizije, ideje, to si želim še ful naprej razvijati, pa tako neko večjo serijo teh slik narediti, pa da se pol lahko to razstavi ali skupaj po celem svetu. In da se vse pokup proda Madonna. Dinarji. Sanski avto. Sanski avto? Jure Šavron je to vprašal. Sanski avto? Tak, ki še ne obstaja, se ga še ne da dobiti. Kaj je Cybertruck Tesla? Cybertruck Tesla? Ja, zakaj? Vem, da si neki Tesla fan, ja. Ja, pač ful mi je hud. Bi ga poslikal, po mojem. Ki je aluminij. Kar nice, ja. Dejansko pregrundiraš, pa imaš. Ne, fora je, da... Cover, da bi... To je bilo bolano, stari, da bi custom pobarval si svoj Cybertruck. Yeah, baby. Renesančno, kao. Ja, veš kako to. Pa je pa policaj ostavil, oprostite, falo se ne smete kazati v javnosti. Ja, dobro, narediš majhnega. Torej, tipo, če greš tako čez radar, pičeš to, boš rekel, ne, to je performance art. To je zdaj del tega. Nalepiš banano spredi še. Daš banano na... Ček. Zakaj ta avto? Zaradi tega, ker je od zadaj lahko več kot 2 metra veliko sliko voziš, v spredi imaš pa za 7 ljudi placa. Pa ful je hiter, pa močen. Za 7 ljudi bo imel? Ja. Mislim, da ima za 7 sedeža lahko, ja. Ja, oni tipo 3, 2 in šofer in so voznik. Ja. Tako da to se mi zdi pač fuljako. Praktično, veš, pa hiter je, pa seksi je, pa out of this planet. Andrew Wodox, top 3 umetniki današnjega časa. Top 3 umetniki meni. Tega časa je rekel. Just. Me and I. Mislim, veš, ko pa spet odvisno, v kjerih umetnosti ga gledaš, ampak pač načeloma... Dej tebi, no. Meni osebno Shane Wolf,
Kaj dela? Shane Wolf je na isti akademiji študiral kot jaz, ampak je pač, ne vem, koliko je na 18 starejši od mene, čez hud v Parizu si je naredil ful dobro kariero, zdaj pa nazaj v Ameriko odpotoval. Pol Donato Giancola. Donato Giancola je v bistvu iz italijanski heritage, ampak rojen v Ameriki. Ilustrator, on Tolkiena ful ilustrira, pa take stvari, pa Magic the Gathering, če poznate, kaj je ta. Fuck, ok, Ja. on to dela. Ja, v bistvu, ko smo špilali Magic, sem se zaljubil pač v njegovo umetnost in zdaj ima eno ful veliko razstavo v Ameriki in jaz bi šel tja pogled. Tretji. Eldar Zainalov, ki je pa žal pokojen. Okay. Umrl lani. Ok, to se še ga šteje še Eldar Zainalov je pa ta moja inspiracija pač od otroštva. In pač, če ne bi Čekaj, bil to je on tako- tale iz Pirana. Ti si Ja, bil Pirana to je, srečal. Vsi ga poznate, ne? Sigurno ste ga videli, če ste iz tukaj, ko je mast. Videli smo ga. Ja, mislim, v Piranu jaz sem zelo Tako je malo. bil temen. Pa tak. Ne, Daš imamo blage. ne poznam. Kaj pa tako, of all time tebi najjači? Mogoče najjači pisovart. Mogoče tako. Ajde, umet. Ajde, pisov art Ja. in ajde umetnik. Tukaj jih je, da neki. Mislim, načeloma moje te največje inspiracije so mi Bouguereau, William Bouguereau, Okay. Bouguereau. Pa imaš pa iz, ko je češki umetnik, Alfons Mucha. Okay. Ta dva sta mi tako pač najbolj hudano. Pa imaš pa še Alma Tadema, ko je bil tudi pač nizozemski umetnik v Angliji deloval. Zanimivo. Kakšno se ti zdi Mona Lisa? Čakaj. In še pisovart moraš povedati. Pisovarče, to je. Piece of art. Svoja punca. Od enega hudega slikarja iz Slovenije, portret za računke. No, kakšno se ti zdi Mona Lisa, tebi slika? Kakšna ti je? Ja, ne vem, mislim, kukor sem jo uspel videti prek tistega debelega stekla, pač je lepa slika, ko ne rečem. To je to, hvala, ker si prišel poklepetati z Znam. nami. Hvala, enako, hvala, da ste prišli sem, da sem lahko prišel poklepati za vami. Da zaključimo, Čim dajte več. vsi en like, subscribe, share, povejte svoji mami, očetu, strici, teti, strici, teti. Tako da ja, če vam je bilo všeč, dajte no, kot smo rekli, en like, pa se slišimo lahko naslednji Pridite na najdemo? teden. razstavo! Povej še enkrat, kje je? Ja. Tržič, paviljon Nob, 10. november ob 18. uri, to je 6. popoldne. Super, kaj je Lepo Instagram, se me- kaj si, kje si, što? Torej, na Instagramu imate nik.anikis, torej anikis, nik.anikis, pa internetna stran je anikis.com, Imaš tudi tam spletno stran. Facebook pa vse. By the way, Anikis je njegovo drugo ime. Tako. Da. Lepo se imejte, čau. Hvala, uživaj se ga.